Živjo. 16. dan. Danes bi poročal o tem, da sem uspel narediti zelo močen preskok med samo meditacijo. Prva polovica je bila polna res močnih odporov. Za tisti, ki ne veste, kakšni odpori se lahko med dihanjem zgodijo, povem, da je šlo za jezo, hudo jezo, za srd, brez razloga, za občutek nemoči in nezmožnosti nadaljevati z dihanjem. Zavest se mi je toliko izgubila, da nisem bil več razsoden medtem, ko sem dihal, in čutil sem samo vpliv te ujete energije v meni, ki je sicer ves čas prisotna in ves čas šepeta negativne stvari. Tokrat med dihanjem, kot že večkrat prej, pa sem zelo jasno čutil njen vpliv na moja čustva v obliki tega, kar sem prej povedal. In seveda, takrat, kadar se zavest izgubi, takrat začnemo verjeti tem negativnim šepetanjem, ki postanejo potem že kar zelo glasne. Med samim dihanjem sem nehal dihati, pozabil, da moram dihati, hotel sem vstati za spat, hotel sem zakričati od jeze, hotel sem verjeti, da je vse v mojem življenju narobe, da mi nič ne bo nikoli uspelo, da moji načrti, ki jih imam s pisanjem knjig in izdajanjem knjig, da se bojo izjalovili. Potem sem vstopil v stanje hude zmedenosti, da ne vem, kakšen je naslednji korak, iracionalnega strahu, da moram nujno opraviti ogromno stvari, ampak ne vem kako. Tako kot v nočni mori, tako kot takrat, kadar imamo zelo visoko vročico in blodimo. Bil sem v tem stanju nekaj minut, ne vem koliko časa, in ponavadi je zelo težko priti iz tega stanja. Danes mi je uspelo prebuditi zavedanje v tistem trenutku in sprejeti odločitev, da hočem celjenje v svojem življenju, da nočem več poslušati te energije, da nočem nalivati še več olja na ogenj, večkrat sem še iracionalen. Upam, da vse ostalo pride skozi tako, kot mora. Nočem več verjeti temu, kar mi te negativne energije govorijo, in se počutiti slabo posledično in sprejemati slabe odločitve in reagirati na zelo zanimive načine, se pravi, ker me je strah, reagiram navzven z jezo ali pa z strogostjo. Strah me, da me ne bojo slišali, zato sem glasen in tako naprej. Tega več nočem in tega sem se zelo močno zavedal med dihanjem in se odločil, da bom dihal naprej, da bom vstopil v zavest. Težko je povedati, kako na nivoju zavesti to poteka. Uspelo mi je preiti iz stanja popolne zmedenosti in nerazsodnosti v stanje navzočnosti, ko sem se spet zavedal, da je dihanje nekaj najbolj enostavnega, kar mi minuto prej sploh ni bilo jasno. Da je dihanje nekaj res naravnega, da lahko diham brez težav, da ni treba iti čez odpore, zato da diham, ni se treba boriti proti ničemer, zato da diham naprej. In smisel te tehnike je točno to, da ostaneš pri tem občutku, da je treba pravzaprav samo dihati, samo ponavljati in ostati pri tej zavesti, kar je bistvo. Ostati pri zavesti ali pa se vrniti k zavesti, ko te odnese. Ja, to je zelo močno. Zelo sem vesel, da sem danes to doživel. Večkrat
več 100-krat sem že podobne stvari doživljal pri dihanju in zelo si želim, da bi veliko vas poskusili in se zadost posvetili tej tehniki, da bi ugotovili in spoznali njeno moč, da bi ugotovili, da vam lahko res pomaga pri stvarih, ki mogoče že zelo dolgo časa vztrajajo v vašem življenju. Hvala lepa, se vidimo jutri. Čau.